Tokrat ena za kravžljanje možgančkov. Najprej pa osvežimo znanje. Poznamo 3 vrste hibridov. Prvi so priključni, tisti s polnilnim kablom, ki omogočajo nekaj 10 km vožnje samo na elektriko. Drugi so klasični hibridi, no ti imajo malo manjšo baterijo, na njih pa ne boste našli vtičnice za priklop polnilnega kabla. Tretji pa so blagi hibridi. Tako blagi so, da je beseda hibridnost že povsem na robu hibridnosti. No, kaj to pravzaprav pomeni? Poglejmo na primeru Forda Fieste. Blagi hibrid ne prinaša nobene vozniške revolucije. Vožnja pravzaprav ostaja skoraj enaka kot pri klasičnem bencinskem ali dizelsko gnanem avtomobilu. Ampak razlike vseeno obstajajo, čeprav so te manjše. Prva razlika se opazi v nižjem območju vrtljajev, ko nekaj navora kompenziramo s pomočjo elektromotorja. To v praksi pomeni, da tudi pri vzponu ob 130 km/h na avtocesti v 6. prestavi ne bomo rabili prestavljati niže in s tem avto gnati v višje območje vrtljajev. Morda še pomembnejša razlika pa je opazna ob samem zagonu motorja. Ta se ob delovanju sistema start-stop zažene skorajda neslišno in motor slišimo šele, ko speljemo z mesta. Mogoče se boste vprašali, ali je doplačilo dobrega 1500 za Fiesto z blagim hibridom smiselno. No, sami smo na testnem krogu zabeležili porabo 5,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je približno pol litra manj od primerljive Fieste brez blagega hibrida. Doplačilo je smiselno, če boste vozili ekonomično in previdno. Tako boste s pomočjo te tehnologije prihranili nekaj goriva, seveda pa bodo nižji tudi izpusti. No pa poglejmo to čarovnijo, kako deluje. Blagohibridni sistem med vožnjo predvideva, kdaj voznik potrebuje dodaten navor elektromotorja in takrat baterijo prazni, oziroma kdaj je priložnost, da baterijo polni. Ko počasnjujemo in obenem pritisnemo na stopalki sklopke in zavore, se motor ugasne že pred samo zaustavitvijo in tako vozilo jadra in prihrani gorivo. Baterija se polni s pomočjo rekuperacije električne energije ob zaviranju. V praksi to občutimo kot blag pojemek, ko spustimo stopalko za plin. Podobno kot smo recimo vajeni iz električnih avtomobilov, le da je v tem primeru ta pojemek malce manjši. Hibridno dogajanje lahko vse skozi spremljamo s pomočjo posebnih grafičnih simbolov na digitalnem zaslonu pred voznikom. Pod črto, Fiesta ostaja avto z živahnimi voznimi lastnostmi in slednje s svojim karakterjem dopolnjuje tudi pogon. Fiesta pa ostaja tudi ena najbolj šik izbir v tem segmentu. Z blago hibridno tehnologijo pa je postala tudi nadvse potovalno fina.